Lepo pozdravljeni, spremljate sklepni dogodek tradicionalnega natečaja za najboljšo kratko zgodbo, ki ga že 10. leto, kar upravičuje oznako tradicionalnost, razpisuje Beletrina in torej povabi svojo še neobjavljeno kratko zgodbo. Letos se na sklepni prireditvi prvič družimo digitalno, tudi avtorji so letos svoje zgodbe prvič poslali digitalno, pač vse tem našim časom primerno. Prebirali, vrednotili in strokovno odločali o kakovosti zgodb pa so letos moji trije sogovorniki in člani žirije, in to so literarna kritičarka in pisateljica Gabriela Babnik, literarni urednik in pisatelj Urban Volk in literarna kritičarka in pesnica Veronika Šoster. Pozdravljeni, lepo vsi trije. Zdravo. Ponavadi na Beletrini in seveda tudi na druge natečaje prispe kar precejšnje število zgodb. Mislim, da jih je lani na ta isti natečaj prispelo okoli 120. Kaj pa letos? Mogoče Gabriela, začnem pri vas. Koliko je bilo letos teh kratkih zgodb in kako težka je bila pravzaprav vaša odločitev? Ja, moram reči, da je bilo zgodb precej. Tudi narava prebiranja se je nekoliko spremenila, ker lani smo vendarle lahko še po tej klasični poti printali in potem skupaj s svojimi mucki in pomočniki to prebirali. Letos pa pač je potrebno bilo pač na spletu to prebrati. Moram reči, da je bilo ogromno zgodb, resnično ogromno, tako da sem si morala tudi neko kvoto zadati dnevno, da jo preberem. Vendarle si vsaka zgodba zasluži, bom rekla, neko konsistentno branje. Naloga ni bila lahka, ravno zaradi tega, ker ne samo zaradi kvantitete, ampak se mi zdi tudi tematsko so se nekako zgodbe dejansko navezovale na današnjost, na našo realnost, tudi na koronsko realnost. Tako da sem se na nek način napolnila in zapolnila s temi zgodbami. Ja, sem pa seveda je bilo potrebno uvesti nek sistem, bom rekla, vključevanja teh zgodb, ki sem ga seveda od lani pobrala, bom rekla. No, Gabriela in Urban sta bila v Beletrinini žiriji že lani, zato seveda oba zelo dobro vesta, ali je to letošnje leto zelo nenavadno. Gabriela je že nekaj namignila v bistvu na to temo. Leto nas seveda preizkuša na toliko različnih ravneh. In recimo to, kar ste omenili COVID, malo sem razmišljala, torej, ali je v zgodbah zelo veliko pandemije, ali pa je mogoče pandemija vplivala na način, da so morda avtorji namenoma nekoliko bežali od vsega, kar spominja na COVID. Torej, katera varianta je bolj prava, morda Urban? Jaz bi rekel, da je bolj prava prva, da dejansko smo dobili kar nekaj zgodb, spet ne toliko veliko, recimo, da jih je manj kot 10, ampak še vseeno kar nekaj, ki se lotevajo te problematike. In pa zelo malo zgodb, ki vhajajo iz nekega tega okvirja, recimo bom rekel, socialnega realizma ali pa realizma, in bežijo bolj v neki fantazijski svet, ali pa nerealen, tako nekako. Zelo malo je v bistvu pobegov v neke te domišljijske svetove. Še vedno je zelo veliko, recimo, tega zgodbenega premlevanja odnosov. Veliko je tudi recimo v medgeneracijskih razmerjih, se pravi, veliko je tega soočanja s to neposredno realnostjo, v katero zdaj pač letos sodi tudi COVID. Potem vpetost v neka izčrpajoča službena razmerja, prekarno delo. Manj kot lani je pa seveda zgodb, ki se dogajajo recimo kje v tujini, recimo zdaj polpretekla realnost je recimo nas tudi zelo raztresla po svetu, recimo, da je letos tega manj. To je že opazno.
Veronika, vi ste torej Beletrinini žiriji prvič. Letos ste bili tudi sama nagrajenka, torej Stritarjeva nagrada, vem, druga situacija, drugačna nagrada in tako naprej. Kako ste vi doživljali to prebiranje tega neznanskega števila zgodb, ki je prišlo pred vas? Gabriela je prej že nekoliko omenila kvota, vsak dan je bilo treba resno delati. Kako je bilo to v vašem primeru? Ja, v bistvu je res zahtevna naloga, tako število zgodb, ker se želiš posvetiti res vsaki, da slučajno česa ne izpustiš, da slučajno komu ne narediš krivice. Po drugi strani je pa seveda težko na tako kratek način preskakovati med zelo različnimi registri, podobami, slogovnimi in vsebinskimi razlikami, tako da je tu neko tako lovljenje v bistvu ravnotežja, kako točno to prebirati. In ja, je bila tudi zelo zahtevna naloga, sem si ustvarila nek svoj sistem z nekim označevanjem in tudi z neko razdelitvijo po dnevih, da mi ne zmanjka zamaha. Gabriela, torej, kot rečeno, vi vsi ste tudi avtorji, ampak morda vprašanje za Gabrielo, vi ste v Javni agenciji za knjige sicer zastopali interese številnih slovenskih avtorjev, mislim, da govorimo o številki 15,000, zdaj ne rečem, da so prav vsi aktivno sodelovali pri tem, ampak vi verjetno bolj kot marsikdo dobro veste, kako ta čas živijo avtorji, kako, ne vem, premagujejo vse te stiske, ki nam jih prinaša tudi to nenavadno leto, glede na to, da je ta čas posebej težek za samozaposlene, posebej na področju kulture. Ja, mislim, da sta dejansko vsaj dva možna odgovora, dva možna scenarija. Zdaj bi morda začela s tem svetlejšim, bolj optimističnim, ki ga je nekje že navedel Urban Volk, prosim Urban, ne mi zameriti, da za nas pisatelji in upokojence se ni veliko spremenilo, ker vendarle rabimo ta svoj mer in svoj kot, v katerem delujemo. V tem smislu, tudi ko se pogovarjam z ostalimi avtorji, avtoricami, pravijo, zdaj imajo končno mir. Tudi sama moram reči, da v spomladanskem terminu, v spomladanskem času zaprtja sem se lahko bolj posvetila novemu romanu. Je pa seveda tukaj prisoten tudi nek strah, nek krč, kaj se bo zgodilo z našo prihodnostjo, tudi zadnje to svobodo gibanja. Jaz sem navajena potovanj tudi zaradi knjig in moram reči, da me pošteno stiska, ker ne morem ne v Grčijo, ne v Nemčijo, ne v Bruselj, nikamor ne morem. Ker vendarle, saj vemo, potovanja so tudi potovanja naših duš, ne samo fizična potovanja, in to za pisatelje se mi zdi vendarle pomembno. Kar pa se tiče, bom rekla, infrastrukture in mojega delovanja, ki ste ga omenili, jaz skušam delovati, bom rekla, v skladu z vsemi pravilniki in tega se držim. Predvsem pri vseh teh sporih in poskušam zagovarjati interese avtorjev. In da se ne vpleta cinizma nasproti avtorjem, ker vsi vemo, da situacija res ni zavidljiva. Zadnjič mi je nek dunajski strokovnjak za založništvo, ki zelo dobro pozna tudi razmere na širšem evropskem in svetovnem trgu, dejal, da je seveda ta kriza težek čas, ampak da pa na področju založništva odpira res veliko čisto novih možnosti. Zdaj, a se da kaj takega reči, da bi zveneli zelo banalno, se da kaj takega reči tudi za avtorje? Morda Urban? Da bi se kaj za avtorje, se opravičujem? Torej, kot rečeno, zadnjič mi je en dunajski strokovnjak za založništvo dejal, da sedanja kriza na področju založništva, zdaj ne bom rekla na področju avtorstva, odpira res veliko čisto novih možnosti, ki pa seveda zahtevajo izjemno dobro poznavanje trga, čisto nove oblike sodelovanja na založniškem trgu. Ali obstaja morda, ne vem, kako tako okno upanja tudi, ne vem, tudi med avtorji ali
ponuja kakšne nove možnosti ta sedanja težka situacija? Nove možnosti, ki jih v preteklosti še ni bilo zaslediti v tem smislu, se pravi, da bi bila to, Torej, iščemo tisto zrno optimizma v depresivni. Jaz mislim, da bomo zrno optimizma prej da se bo prej ponudila rešitev v kakšni drugi obliki, kot pa v obliki nekih novih avtorskih strategij, da nas bo nekako še vseeno druge stvari prej odrešile, preden se bomo čisto do konca prevadili novi situaciji, oziroma da bi v tej novi situaciji celo našli kakšne prednosti. Urban, vi zelo dobro, torej vsi trije, zelo dobro poznate področje literarnih revij, kritiškega dela, dobro veste, kakšne so poti mladih avtorjev, ki se skušajo uveljaviti, katere so poti poleg tega natečaja, recimo sploh. Kako pomembni so takšni natečaji v tem kontekstu? Natečaji so seveda zelo pomembni, ker nekako tukaj avtorji, to je možnost navezave prvega stika z založbo, v tem primeru, ali pa z nekim medijem, ali pa sploh z ljudmi, ki v tem sistemu, v tej verigi o stvareh odločajo. Zdaj, recimo, imeli smo v preteklosti, je bil dosti uveljavljen, pa bom rekel tudi uspešen sistem literarnih delavnic, tako za samo ustvarjalnih delavnic, se pravi za prozo in poezijo, kot recimo tudi kritiških. Zdaj, v zadnjih letih, prav v zadnjem razpisu Javne agencije za knjigo je bilo pač v pogojih razpisa izrecno rečeno, da se literarne delavnice ne financirajo več, namreč prej obstajal poseben razpis za tako imenovano poklicno usposabljanje, se pravi za neke izobraževalne vsebine, ki pa niso del že utečenih sistemov na univerzah in tako naprej. No, potem se je recimo to preselilo prav na področje bralne kulture, tukaj seveda govorim zelo tehnično o razpisih Javne agencije za knjigo, medtem ko, kot rečeno, zdaj na zadnjem razpisu nekako potem so se odločili na agenciji očitno, da tega ne bi več sofinancirali, kar se mi zdi škoda, ker to je bil dejansko nek sistem, ki je prinašal kar dobre rezultate. In je zlasti tistim nekoliko manj odločnim, suverenim, pa nekoliko manj suverenim, pa bolj sramežljivim avtorjem dostopal nek neposreden, omogočal nek neposreden stik. Zdaj, pa seveda potem tudi izmenjavo mnenj. Ne gre zdaj tukaj samo za odnos mentor, pa gojenec ali pa učenec, ampak gre tudi za samo interakcijo v skupini. Vsi trije ste gotovo kdaj pošiljali svoja dela tudi na kak natečaj, ali se motim? Zanima me ena taka čisto osebna izkušnja človeka, ki je tam na začetku in zbira pogum, torej nekaj je napisal, ne ve, kaj je pravzaprav zdaj to. Ne vem, tako se sprašujem, ne vem, a je kaj vredno, ali naj tvega, naj pošlje. A se kdo od vas spomni teh res golih začetkov in zbiranja poguma, da se nekaj pošlje na natečaj? Ne, jaz osebno nisem nikoli pošiljal svojih besedil na natečaje. Nisem sodeloval na natečaju. Kaj pa Gabriela in Veronika? Se ni to pritegnilo. Vas ni pritegnilo. Kaj pa Gabriela in Veronika? Veronika, boste vi? Ja, jaz sem v bistvu nekaj svojih besedil poslala, nekaj zelo uspešno, nekaj z nekimi izbori, nekaj pa pač tudi ne. Se mi zdi, da je pač pozitivno in dobro, da se zbere pogum, da se mogoče vidi, kje stojiš v neki generaciji ali pa v nekem kontekstu ali pa v nekem žanru, karkoli v bistvu, kar je razpisano. Če ti ta tema pač nekako ti spregovori, se mi zdi, da je to lahko zelo dobra izkušnja, da vidiš, na kak način se presoja literaturo, kam sodiš. In se mi zdi, da tudi če recimo nisi izbran, ni nič problema, mislim, ni za obupati, ker so tudi žirije zelo različne, okusi zelo različni, je težko včasih
nekako to ločiti, ampak jaz to dojemam kot zelo neko tako lepo izkušnjo. No. Gabriela? Ja, jaz sem mogoče malo nezaupljiva bila na začetku, pa še danes sem, da se ne prijavljam na razpise. Rajš imam to neko materijo, ki jo pač presnavljam in obdelujem dlje časa, ne. Ampak moram reči, da se mi zdi izjemnega pomena dojemanje literature kot neke žive interakcije, da to ni neka tvorba, ki stoji sama na sebi, ampak se je pomembno o literaturi pogovarjati, diskutirati, izločati, črtati. Tudi v tem razpisu oziroma v teh zgodbah, ki so bile poslane na ta razpis, je bilo, bom rekla, ogromno avtorjev in avtoric, ki imajo neke dobre nastavke, ne, pa morda kot celota niso bili narejeni ali spisani na ta način, da bi pač prišli v ožji krog, ne. Kar pa še ne pomeni, da nimajo potenciala, ne. Jaz tudi že dolgo leta učim z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ne, se pravi pač to amatersko področje, tako imenovano, kjer imamo pač delavnice, večmesečne, večtedenske delavnice, kjer se pogovarjamo, kjer beremo, kjer sodobno literaturo, klasiko, kjer jim pač predvsem polagam na srce, da naj delajo na tekstih, ne, da naj, tudi jaz sem vsezadnje kot avtorica, bom rekla, se moram izpisati, no, človek se mora izpisati, da prideš do neke koherentnosti, do neke celostne podobe. Torej, če nekdo ni uspešen na tečaju, recimo tudi zdaj na Beletrininem natečaju, torej, če nisi zmagovalec ali pa nisi med 3 zgodbami, ki bodo tudi še objavljene, ne, torej, kaj je vaš nasvet? Torej, vztrajati naprej, kaj svetujete recimo tem ljudem? Gabriela. Kot rečeno, no, res se mi zdi smiselno, da pa morda se kdo prijavi na kakšno delavnico, ki je razpisana preko JSKD-ja, ne. Seveda odvisno od mentorja, verjamem, ne, ker pač pisanje, saj nas vsi v to smer nekako porivajo, ne, ali pa sami sebe porivamo, ampak pisanje ni tekmovanje, ne. Pisanje ni šport v tem, bom rekla, končnem cilju, ne, morda je šport v smislu, to bo Urban bolje vedel, ne, da moraš vsak dan trenirati, vsak dan moraš vlagati mentalne investicije, ne, sploh če gre za daljše forme, tukaj seveda govorimo o teh krajših utrinkih, črticah, ne, nekateri so poslali zelo kratke zadeve, večina pa ne toliko kratkih, morda celo daljši teksti so bili kot lani, če gledamo v povprečju. Skratka, jaz k temu pristopam kot literatura je delo. Pisanje je delo, treba se mu striti, kot bi rekel Boris Novak, ne, to v bistvu v neki zlatarni, draguljarni je treba to vsakodnevno brusiti, ne. In potem morebiti pridemo do nečesa, ne. Skratka, ne tega jemati kot tekmovanje, no. Ker literatura to ni in nikoli ne bo. No, ampak vendarle smo vsi, ne vem, družba je verjetno že tako naravnana, ne, da vedno čakamo, torej pač kdo je prvi, drugi, tretji, mislim. Ampak zanimivo mi je bilo, ker ste omenili Urbana in šport. Mislim, da sem v nekem intervjuju prebrala, da je Urban dejal, da bi lažje navedel 5 dobrih metalcev kladiva, kot pa 5 najboljših avtorjev, torej na literarnem področju, ne. A imam prav, Urban? Nekje ste to rekli, kaj ne? Ne spomnim se, da bi kdaj omenil metalce kladiva. Sicer mi metafore oziroma te neke primerjave s športom nikakor niso tuje, ampak atletika pa ravno ni moje področje, no, tako da nekako se v tej izjavi ne prepoznam. No, ampak uspeh, ne, uspeh, kaj je uspeh za, recimo, za te mlade ljudi, ki se prijavljajo zdaj še na natečaje, hodijo na delavnice, neko merilo, tudi če ni tekmovanje, je to verjetno kaj tekmovanje samim seboj, nekoliko vendarle je. Mislim, da klele v spredju niti ni tekma, sigurno tudi ne za nekatere, ampak sploh to iskanje nekega stika, ne, pa pozornosti, pa predvsem neke povratne informacije o tem, kje si na svoji poti, ne. Zato to se mi zdi, da tukaj kot
avtor na samem začetku najbolj pogrešaš, ne? Nek tak konstruktiven feedback. Zdaj seveda medijska krajina je še vedno pač dosti razgibana, ne? Zdaj nekako seveda tiskani mediji s tiskanim medijem se nekoliko zmanjšuje vpliv, imamo pa tukaj cel kup nekih novih spletnih medijev, ampak seveda uredništva so tradicionalno zelo zasuta, recimo z nekimi pesniškimi pa proznimi prispevki. Mislim, da v zelo redkih primerih si lahko obetaš pač zdaj nek komentar, ne, tega poslanega gradiva, naj si bo to zgodba ali pa pesem. Tako da se bom kar vrnil k temu, kar sem rekel že prej. Ne. Se mi zdi prav ta delavniški tip dela, ravno zaradi te neke skupinske dinamike in pa zaradi tega, da človek potem na podlagi teh odzivov avtor tudi precej bolje ve, pri čem je, se mi zdi tukaj skoraj nepogrešljiv v takem sistemu, kot ga trenutno poznamo. Ne. Veronika, ko ste prebirali torej vse te številne zgodbe po svojem sistemu, kot ste dejali, ne, ali se vidi, da so avtorji teh zgodb tudi sami res tisto, ne vem, veliki bralci, da je branje literature nekaj, kar jih potem dejansko res formira tudi v pisateljskem smislu? Ja, bi rekla, da se to kar opazi, no. Kdo resnično bere, kdo pozna stvari, kdo je vpet v to neko literarno dogajanje, se prepozna in mislim, da je najpomembnejša in prva in temeljna stvar za nekoga, ki želi pisati, da pač najprej bere. Ker pogosto se zgodi, da pač nekdo samo začne pisati, s čimer ni nič narobe, ampak če ne poznaš recimo, kaj se dogaja, potem tudi težje ustvariti nekaj prelomnega, ne? Težje se navezovati na neke stvari, težje je šokirati, če ne poznaš v bistvu, s čim so recimo že šokirali, če se gre točno na tečaje ali take stvari. In tu se res izkaže za zelo pomembno stvar to prebiranje, branje, brskanje, tudi neka v bistvu širina duha, da ni recimo branje to samo nekih podobnih stvari, ne? Da se ne zaciklaš v bistvu v neko razmišljanje, ampak da se ohranja čim širši pogled v bistvu na literaturo. No? Je zelo pomembno, da imajo že tudi ti mladi avtorji, da razmišljajo o nekem svojem, ne vem, nekaj podobnega, kot ima recimo Gabriela v svoji Afriki, ki je zanimivo, prej ni omenila, med potovanji, mislim, da kar nekaj evropskih držav, Grčija, Afrike pa ne, najbolj tudi zato, ker miselno nikoli ni povsem torej ven iz Afrike, ne. Torej, da imajo tisto neko svojo temo, nekaj, kar raziskujejo, nekaj, kar jih žene naprej, kar jih motivira, inspirira. Ali je na začetku bolje tako, ne vem, recimo plavati v teh nemirnih vodah in se preizkušati na številnih področjih? Ja, zelo različno v bistvu. Ja. Nekaterim se mi zdi, da to je odvisno čisto od tipa pisatelja, avtorja, kakršen pač si, da nekateri se bolj varno recimo počutijo v neki svoji temi, ampak jo potem znajo na zelo različne načine ubesediti ali pa recimo v nekem svojem slogu, pa ga recimo obračajo na vedno fascinantne načine, ki se jih ne naveličaš, nekateri pa raje pač raziskujejo. Se mi zdi, da na začetku poti je v bistvu važno, da poskušaš res najti svoj glas, no. Da ni tako pomembno pač čista neka tehnika, ampak da se odločaš nekako bolj po občutku in tem, kar se ti zdi, da deluje. In tudi tu bi izpostavila res delavnice kot neko tako okolje, zelo stimulativno, zelo pač tako, ki formira tudi neko generacijo, se mi zdi, kjer lahko res ugotoviš, kako drugi razmišljajo, pišejo in kako dojemajo recimo tvoje pisanje in tam lahko res napreduješ, ne. Na nekem natečaju, kjer pošlješ, je res velikokrat oziroma večinoma tišina, medtem ko v nekem takem okolju res lahko zrasteš, no, kot avtor. Torej, Urban in Gabriela, seveda se na natečaj zelo veliko prijavi, veliko novih, še neprepoznavnih avtorjev, ampak vedno jih je pa tudi nekaj že uveljavljenih. Ali so, predvidevam, da je bilo tako tudi letos, vem seveda ne, ali so takšni natečaji torej tudi neke vrste preizkus, recimo, kje smo kratko zgodbo na Slovenskem,
kako zelo živi kot forma. V kakšni kondiciji je kratka zgodba? Urban? Jaz mislim, da uveljavljeni avtorji seveda se prijavljajo. Zdaj, uveljavljeni avtorji imajo itak že nek red in disciplino pri svojem delu, če so se odločili, da od tega pretežno ali pa vsaj delno se s tem preživljajo. Tako da mislim, da imajo tudi vedno kakšen tekst na zalogi. Zdaj, to so vse ugibanja, kot rečeno, pač jaz nisem tip, ki bi se prijavljal na natečaje. Ampak si predstavljam, da potem pač testiraš, kakšen bo odziv. Ker zdaj, če se navežem nekoliko na prejšnji vaš primer, pa primerjavo s športom, seveda tukaj stvari niso toliko jasne. Že to, da so v rokah komisije, ki so tukaj v vlogi nekakšnih sodnikov, kaže na to, da zdaj, če bi bila komisija v neki drugi sestavi, bi mogoče prepoznala kvaliteto v nekih drugih zgodb. Tako da mislim, da te tekme ne gre vzeti preveč zares, in da tudi ta rezultat ne sme preveč potreti. To, kot je Veronika rekla, treba je seveda brati, ampak seveda na podlagi bralskih izkušenj pa seveda tudi prepoznati nek glas, kaj ti zdaj tukaj najbolj ustreza, katera je tista zgodba, ki bi jo rad povedal, kater svet se zdi, da ga za literarno naselil. Tukaj mislim, da je največja nevarnost, da začneš delati stvari na silo na podlagi nekih pričakovanj, ko hočeš pač ugajati recimo določenim odločevalcem. Recimo žiri. Žiri, recimo. Dobro, potem bom Gabrielo v bistvu zdaj še enkrat vprašala, kakšen je trenutno položaj recimo kratke zgodbe na Slovenskem, kako močna literarna zvrst oziroma vrsta, zdaj bi me morda kakšen profesor primerjalne književnosti po prstih, če sem se narobe izrazila, kako močna, kako živa je kratka zgodba na Slovenskem? Ja, to je res vprašanje za literarne teoretike. Mislim, da na nek način, saj vemo, pač živimo v eri, ko si večina založnikov oziroma urednikov in potem tudi avtorji tako nekako ravnamo, si želi romanov. Ker se mi zdi, da tudi prodajno nekako lažje grejo. Jaz pravzaprav kot avtorica s kratkimi zgodbami nimam prav velikih izkušenj, priznam. Bil je en poskus, ne vem, koliko je bil uspešen, ampak se mi zdi, da je taka izjemno precizna, fluidna forma kratke zgodbe. Kratka zgodba, da je res dobra, da stoji, da ima vse elemente, tudi, bom rekla, dramaturške in potem sploh v knjigi, da se vse te zgodbe prepletajo, povežejo, da stojijo. Se mi zdi izziv, ki se ga moram jaz šele lotiti. Je pa po drugi strani seveda morda se zdi, da je kratka zgodba lažja za napisati. Samo meni kot romanopiski se to ne zdi. Moram reči, da iz lastne izkušnje govorim. Žal mi je morda, seveda imamo zdaj v Novem mestu nagrado za kratko zgodbo, ki jo seveda toplo pozdravljam, tudi v letošnji beri oziroma lanskoletni beri. Smo imeli nekaj izjemno kvalitetnih zbir kratkih zgodb, niso pa seveda toliko prisotne, kot je zdaj trenutno romanopisi in romani, tudi če pogledamo v bistvu nominacije za Kresnika, kolikšna količina je tukaj romanov in zdaj na natečaju za kratke zgodbe ne vem, ali jih je bilo res 100, verjetno jih ni bilo. Tako da jaz bi si želela še boljše kondicije kratke zgodbe v tem prostoru, kot je trenutno. Je pa že bila, po mojem vedenju, 90-ta so bila zelo močna tudi v tem smislu. Trenutno morda bi potrebovali tudi neke injekcije strani, ne vem, ali je to javna agencija ali kakšen drug poriv. In so to vrstni razpisi zelo dobrodošli, bom rekla. Da se ta kondicija utrjuje tudi kratke zgodbe.
Vse so seveda še drugi žanri, ki so zapostavljeni, ne, v tem prostoru, ampak kratka zgodba je nekako ustreza in se lepo leže tudi današnjosti, v današnjemu času. Tako da mislim, da moramo biti pozorni na kratko zgodbo. Ja. Hvala lepa. Se mi zdi lepo, da v bistvu, da že uveljavljena pisateljica s takim v bistvu spoštovanjem, skoraj strahospoštovanjem govori o kratki zgodbi, kar še posebej pove, da naloga vseh, ki so se udeležili Beletrinijinega natečaja za najboljšo kratko zgodbo, ni bila lahka, prav nasprotno. Jaz mislim, da je zdaj prišel trenutek, ko lahko že povemo, kako se zdaj ta natečaj pravzaprav izteka in kako naj se izteka, kot s tem, da razglasimo zmagovalca oziroma zmagovalko natečaja za najboljšo kratko zgodbo, kar žirija prepušča Urbanu Vovku. Izvolite, prosim. Hvala lepa za besedo. Ne bom zdaj nekoliko protokolaren. Bom povedal, da se je na natečaj prijavilo 193 zgodb, da smo med njimi seveda izbrali nagrajeno in pa še 3, ki jih predlagamo za objavo. No in mene je doletela ta čast, da razglasim avtorico zmagovalne zgodbe, in to je Tatjana Plevnik za zgodbo Vaja v zgoščevanju. Lahko morda prosim Gabrielo, če nam pravzaprav povzame utemeljitev zmagovalke in seveda iskrene čestitke si bom dovolila, ko sem že pri besedi. Izvolite, Gabriela. Ja, jaz si zdaj nisem formalizirala te utemeljitve, ne. Povedala bom, da se je komisija pač nekako soglasno odločila za to zmagovalko. Smo seveda diskutirali, smo premlevali vsaj med 2 in 3 zgodbami. Kot je že dejal Urban, gre v tej Tatjanini zgodbi za odmik od tega socialnega realizma oziroma od tega mimetičnega načina podajanja, ne, reflektiranja današnjosti. Mislim, da ima Tatjanina zgodba tudi neke postopke, izkazuje neko vedenje, neko znanje, morda tudi neke podtekste, kot je recimo Handkejev zadnji roman, oziroma pač zadnji v slovenščino prevedeni roman o materi. Se pravi, ta odnos matere in hčere, hči, ki obiskuje mamo v bolnišnici, in potem se tukaj pojavi še 3. oseba, o kateri smo že prej govorili, mentorica, ne, ki komentira, nekako se vzpostavi ta nadpogled nad trenutno situacijo tega odnosa matere in hčere, in ta mentorica zožuje, zgoščuje, komentira zgodbo, se pojavlja v samem tem toku teksta, ne, več variacij te zgodbe, tega odnosa, in potem na koncu pridemo do komentarja, da zgodba zdaj vendarle stoji, ne. Jaz sem tukaj videla pravzaprav nek večnivojski kontekst, tekst stoji na večjih nivojih, tudi lepo se zaključi, bom rekla, na nek zgoščen način. Tako da avtorica očitno izkazuje, bom rekla, neko kilometrino, poznavanje literature, in kar smo že prej dejali, razvidno je, da prebira in da se želi etablirati kot pisateljica, ima pa tudi neko vehemenco, ne, neko držo, nek slog, nek stil, tako da bi želela, da še v prihodnje nadaljuje v tej smeri, ker vendarle moramo vedeti, da literatura zahteva tudi neko samozavest, ne. Tudi nas, žensk avtoric, ne, neko samozavest, da vstopiš v ta prostor, in to samozavest ta tekst izkazuje, se mi zdi. Hvala lepa za to obrazložitev. Čisto vsebinsko, če poslušamo, o čem ta zgodba govori, se zdi res
zanimivo, da človek vse to in vse te nivoje in ravni, o katerih ste govorili, spraviš v kratko zgodbo. Ampak se očitno da. To pa seveda ne pomeni, da je to edina dobra kratka zgodba na tem natečaju. Veronika Šoster, še nekaj je bilo zelo dobrih zgodb, ki bodo tudi objavljene, torej na strani Beletrine. Katere so to? Ja, res je, izbrali smo še 3 zgodbe za objavo. In to so zgodba Adijo Dunaj, Tare Prodnik, potem zgodba Deka, Mihe Seljaka in pa zgodba Iskrice, Lene Kregel. Morda čisto na kratko, za kakšno tematiko gre, nekaj stavkov. Ja, v bistvu te zgodbe so nas vse 3 presenetile z neko svojo svežino, z nekimi nepričakovanimi obrati, nekatere z nekim izstopom v bistvu iz tega, kar so ponujale, tako da smo nekako bili enotni potem za to objavo. Ta Adijo Dunaj je res taka bolj čustvena, z nekim obratom, ki mu sledi še en obrat in je zato res nekako te prepriča. Deka je neka taka humorna pripoved o človeku, ki se odloči, da bo opravil vse svoje deke in mu potem gre vse nekako narobe, s čimer se v bistvu lahko v tem času sploh mogoče res poistovetimo, kako se včasih vse obrne. Iskrice pa je tudi taka posebna v bistvu zgodbi, kako delujejo naši odnosi in tudi kako si želimo, da bi v bistvu delovali naši odnosi in kaj s tem počnemo. Po vsem, kar ste povedali, pravzaprav o kratkih zgodbah in o ozadju nastajanja pravzaprav vsakega literarnega dela, bom z velikim zanimanjem in veseljem prebrala vse te 4 kratke zgodbe, ko bodo seveda na spletni strani Beletrine. Zdaj pa seveda pravijo zgodbe nagrajenke Tatjane Plevnik. Vaja o zgoščevanju. Mentorica. Pripoveduj o kakšni temi svojega življenja, o kateri ti je mučno razmišljati. Pripoved naj bo kratka in zgoščena. Ko so me poklicali iz doma za starejše, sem ravno pila kavo. Zavedajoč se, da zavlačujem svojim zadnjim obiskom pri materi, sem obsedela ob skodelici, dokler se ni kava ohladila in sem jo morala nazadnje zliti v lijak. Preoblekla sem se, poiskala jopico bolj umirjenih barv in se preoblekla še enkrat. Ko sem končno sedla na kolo in se odpeljala, je bila ura že skoraj 10. Vozila sem počasi in vso pot razmišljala, da grem zadnjič k mami na obisk. Cesta je bila prazna, večina ljudi se je že odpeljala v službo. Tudi na pločniku ni bilo pešcev in semafor je z rdečim očesom opozorilno strmel vame. Prevozila sem ga. Obetal se je topel sončen dan. Na parkirišču pred domom je bilo parkiranih malo avtomobilov, za obiske je bilo še prezgodaj. Tudi preddverje je bilo zapuščeno, prav tako dvigalo. Zajtrk in jutranji higienski obredi so bili opravljeni, strežnice so na terasi pile kavo in kadile. Obstala sem na hodniku pred vrati materine sobe. Mati me zadnjih nekaj let ni več prepoznala. Kdo pa ste vi, bi me spraševala in se sunkovito odmaknila, ko bi segla po njeni roki. Da sem njena hči, ni nič pomenilo, saj je vedno enako obredno zanikala obstoj najinih sorodstvenih vezi. Počutila sem se nelagodno. Ne toliko zaradi njenega zavračanja, to me je celo ustrezalo, se mi ni bilo treba zgubljati preveč časa v tistih zatohlih prostorih, bolj zaradi strahu, da sem morda podedovala nagnjenost k demenci. Ob mojih obiskih je zmerom ležala v posteli, skoraj negibna, oči pa so ji nemirno begale po sobi, kot da opreza za nečim, česar nikoli ne najde. Kaj neki je videla? Je bilo vse, kar je zagledala, kot da bi bilo prvič. Je kaj želela, pa tega ni mogla ali znala izreči. Dolgo sem oklevala pred vrati njene sobe, preden sem vstopila. Še ko sem bila otrok, sem se bala vstopiti v prostor, v katerem je bila mati sama. V domu starejših pa sem se pogosto kar obrnila in odšla.
Ko sem prišla domov, sem možu rekla, da je bila mama danes kar dobre volje. Nisem mu mogla reči, da sem pobegnila zato, ker sem se zbala srečanja z lastno materjo. Pogledala sem na uro. Bilo je 10:24. Mama je ležala spokojno in spala. Vse je bilo na svojem mestu, kot vedno. Soba se je kopala v svetlobi, skozi odprto okno je rahlo pihljalo. Zavesa je zanihala, ko so se vrata za menoj škripaje priprla. Na oddaljenem hodniku so ropetale strežnice z vozički. Razgled skozi okno sta mi prekrižala vrabca v simultanem letu. Sonce je našlo pot na nočno omarico, na kateri so ležala njena očala za gledanje nadaleč. Žarki, ki so se razlomili ob steklenem vrču za vodo, so se ponovno združili na njenih polodprtih ustih. Primaknila sem stol in sedla. Poskušala sem se spomniti kakšnega lepega dogodka iz našega družinskega življenja, ko sta bila starša še poročena in sem nekaj let živela pri njiju. Noben pomeljiv dogodek mi ni prišel na misel. Nič globokega, trajnega, samo utrinki vsakdanjih prizorov. Pred vrati njene spalnice sem. Kličem jo mami, mami. Za zaklenjenimi vrati pa je tišina. Zavita v odejo gledam izgubljene v vesolju, dogajanje je vse bolj napeto, družino Robinson bo vsak čas posrkala vesoljska črvina, bojim se za njihova življenja. Tedaj se pojavi pred zaslonom mati. Lase ima spete navzgor v polža in trdo polakirane, čelne mišice potegne k korenu nosu in pripre oči. Ugasni televizor, zahteva. Na pultu v kuhinji počiva testo pod krpo in vem, da je ukazala, naj zapiram vrata, da se testo ne bo prehladilo, vendar se ne morem spomniti barve njenega glasu, niti tega, kaj je pozneje nastalo iz testa, kruh ali potica. Njene potice so bile vsele odlične, meni pa se vsaka sesede, naj se še tako trudim. Nobene gospodinjske veščine nisem podedovala po njej. Sklonila sem se k mrtvi mami. Mama, sem ji rekla in čakala, da me bo vprašala, kdo sem. Nenaravno se zdi poklicati na glas nekoga, ki ne more odgovoriti. Boleče in tesnobno, kot takrat, ko sva z babico sedeli na postelji objeti in jokali, medtem ko je mama brez besed zlagala moja oblačila v kovček, oče pa je bil že spodaj v avtu in naj jo priganjal s hupanjem. Takrat sem si goreče želela, da bi padlo drevo na hišo, jo porušilo in nas pokopalo pod ruševinami, le midve z babico bi se po čudežu rešili. Pol stoletja pozneje sem se spomnila teh trenutkov in pomislila, drevo je vendarle padlo. Vstala sem in spet pogledala na uro. 10:40. Preračunala sem, da sem za slovo od matere porabila 16 minut. Tako malo časa sem ji posvetila. Samo 16 minut za 8 let skupnega življenja. 2 minuti na leto. Obšla me je slabost. Morala sem se vrniti k njej v sobo in ponovno sesti. Za pogrebom sva šla sama z možem. Pogrebec je kot groharjev sejalec raztrosil pepel pokojne po travnatem pobočju. Ko je odšel, sem čez materin prah navrgla seme travniškega cvetja iz planteline vrečke. Brez pogrebnih šopkov, umetnih vencev, nagrobnih sveč. Nobenega zlaganega napisa neutolažljivi. Pred dnevi sem pospravljala omaro in na njenem dnu naletela na staro pločevinasto škatlo za piškote. V njej je spravljena zapuščina moje matere. Vsega skupaj nekaj fotografij in dokumentov. Njena oblačila sem pustila v domu, odnesla sem samo to žalostno škatlo. Tako vitko je osebno imetje, ki ostane po smrti oskrbovanke doma. Zabolela me je lastna brezbrižnost, s katero sem spremljala njeno samotno zapuščanje tega sveta. Ni važno, sem si dopovedovala, itak iz ničimer nisem mogla priti blizu, saj ni poznala vlog, ki naj bi jih igrala. Obstala je nekje na pol poti med spočetjem in posledico, zapredena v svoj kokon, z ne do konca razvitimi krili materinstva, odporna na nežnost in ljubezen. Njena ljubezen je ostala neuporabljena. Lahko si mislim, da jo je premogla veliko, morda več kot jaz, toda ne vem, kam jo je shranjevala. Bila je zgolj pomožna žena, poskusna mati,
spregledana hčerkica. In vendar, najbrž si nihče ne zasluži tako hladno stisnjenega konca. Mentorica. Skrajšaj pripoved na polovico. 4811 znakov je preveč. Pripoveduje o materi, ne o sebi. Uporabi pripovedovalca nasprotnega spola, da se boš lažje distancirala od svojih čustev. Nekega zgodnjega jesenskega jutra so me poklicali iz doma starejših, da je umrla moja mama. Preoblekal sem se in spil kavo. Ko sem sedel na kolo in se odpeljal, je bila ura že skoraj 10. Vozil sem počasi in vso pot razmišljal o sestanku pri ministru, ki ga bom zamudil. Ceste so bile opustele, ljudje so bili v službah, otroci pa pri pouku. Slišal sem njihovo petje, ko sem peljal mimo šole. Pred vrati materine sobe sem pogledal na uro, bilo je 10:24. Vstopil sem. Mama je ležala spokojno in spala, vse je bilo videti kot navadno. Šele ko sem se približal, sem videl, kako je bleda in kako prstene so njene ustnice. Primaknil sem stol in sedel k njeni postelji. Zunaj je nekdo kosil travo. Ropot kosilnice je skoraj preglasil zvoke speljevanja avtomobilov s parkirišča. Majhen neobvladljivi del mojega uma pa je vztrajno popeval, kaj mi poje ptičica. Poskušal sem se spomniti kakšnega dogodka iz mladosti, ko sta bila z očetom še poročena in smo nekaj časa živeli skupaj. Pred tem sem živel idilično življenje kekca nad samotnim breznom v Zasavskem hribovju, kjer je zame skrbela babica. Na vasi mi je bilo všeč, tam je bilo vse preprosto, vse se je dalo enostavno razumeti. Nobena človeka določajoča izkušnja mati-sin mi ni prišla na misel. Na površje so priplavali le posamični spominski pobliski, nerazumljivo povezani s prvimi poskusi mojega pisateljevanja. Spomnil sem se, na primer, kako sem v šoli pisal preproste pesmi, v katerih sem se po otročju izpovedoval. Preden zaspim, si včasih želim, da ne bi živel pri tebi doma, kako naj ti to razložim. Pesmico sem pokazal materi. Ni bilo všeč. V šoli smo tisto leto imeli Cankarja. Da se da trpeti toliko in tako dolgo, kakor je trpela moja mati, je bil čudež, ki se ga še zdaj ne morem natanko razložiti, je napisal Cankar. Poskušala me je prepričati, da ima moj oče razmerje s podnajemnico. Ne nori, sem ji rekel. Res ga je imel. Bala se je, da je preti nevarnost, zato se je zvečer zaklepala v sobo. Pod posteljo je imela spravljeno sekiro. Takrat še nisem vedel, da so je med vojno najljubšega brata potolkli z gozdarsko sekiro. V poznih nočnih urah me je pogosto vznemirjalo njeno pritajeno govorjenje in loputanje z vrati. Naenkrat sem začutil, to se mi pogosto dogaja, kadar sem sam z nekom v sobi in nekaj časa noben od naju ne spregovori, da se je zgodilo nekaj strašnega, nepopravljivega. Moja mama je umrla. Nasplošno sem družaben človek, rad imam ljudi, malce sem samoljuben, vem, vseeno mislim, da sem dober. Glede svojih čustev do matere pa se nisem na jasnem. Do nje sem bil vse življenje nekako brezbrižen, včasih celo odklonilen. Po drugi strani pa spet tako pogosto pomislim nanjo, da se mi zdi, kot da poskušam na silo izriniti njeno podobo iz svojega življenja, ki pa prav zato ostaja na robu moje zavesti ves čas prisotna. Ko sem bil še otrok, mi je babica pred spanjem preganjala strahove. Naj ne mislim na pošasti pod posteljo, mi je svetovala, saj da ne obstajajo, in jaz sem seveda mislil samo še o spakah, ki prežijo name iz temnih kotov spalnice. Z mamo se mi dogaja nekaj podobnega. Pod kožo mi leži in me grize. Mati uokvirjena s sinovim občutkom krivde. 2597 znakov. Mentorica. Še vedno pripoveduješ o sebi, celo o vzgibih za lastno pisanje razmišljaš. Poišči način, da se odmakneš od nezadovoljivega odnosa z materjo, a se jih hkrati bolj približaš. Napiši zgodbo o svoji materi, ki bo asketska in ganljiva hkrati. Zgleduj se po Handkejevem slovesu od matere v žalosti onkraj sanj.
Moja mama je živela med 4 stenami. Družabno udejstvovanje je imela za enega izmed 7 smrtnih grehov. Ni bila ne visoka, ne suha. Bila je majhna, rjavooka, svetlolasa in lepa, s pravimi ženskimi oblinami na prsih, bokih in stegnih. Šele ko si prišel bližje, si opazil, da ima oči rdeče obrobljene, ostre, opozorilno strmeče. Nikoli ni bila razposajena, nikoli ni plesala. Nobene potrebe ni imela po izražanju in pripovedovanju. Knjig ni brala, radija ni poslušala. Ko smo dobili televizor, je včasih gledala poročila. Ne spominjam se, da bi v času mojega najstništva kdaj hlipala na stranišču ali imela pordele zajčje oči. Večino časa je bila sovražna, ali jezna, ali užaljena, ali vseh hkrati. Tako nekako se mi zdi, da bi bila videti v očeh Petra Handkeja, brez osebnega stroja za spominjanje in formuliranje, kot se je sam predstavil v uvodu k žalosti. Kaj jo je oblikovalo? Revščina, vojna, partizanstvo, grozovita bratova smrt. Nikoli ni prenehala žalovati za njim. Razmere v ženskih zaporih na Igu, kjer je službovala, očetove nezvestobe, nazadnje pa gospodinjenje in pobegi v bolezni. Mučili so jo hudi glavoboli. V kleti je hranila vreče s praznimi škatlicami protibolečinskih tablet. Mislim si, da ne zato, ker bi jih zbirala, ampak ker je z njimi želela dokazati, da je res bolna. Nobenega razvedrila ni imela, nobenih koničkov, knjig ni brala. Fotografij ni lepila v albume, ampak jih je hranila v pisemskih ovojnicah. Združevala jih je po svojem odnosu do ljudi na posnetkih, ne po času ali dogodkih. Nekaterim je s kemičnim svinčnikom pripisala opazke kot Satan, koprive te žgejo, druge je strgala, koščke pa shranila v papirnate vrečke. Iz svoje beležnice ni črtala imen pokojnih, ampak jih je obkroževala z rdečim svinčnikom. Nikoli ni šla na morje, ni se ga želela videti. Nobenega kozarčka vina ob sobotnih večerih, ne kina ob nedeljskih popoldnevih, nobene skupinske fotografije z družinskega izleta. Z očetom nista imela najljubših sprehodov, ne svoje priljubljene kavarne, nobenih znamen naklonjenosti ni bilo med njima, niti enega samega namiga, da sem bil spočet v ljubezni. Še danes ne vem, zakaj je nastala naša družina, gotovo ne zaradi mene. Morda zaradi strahu pred neobstojem, ne vem, a nobenega drugega odgovora nimam. O materinem otroštvu ne vem skoraj ničesar, morda ga ni imela. Zdelo se je, da nikoli ni bila otrok, ni imela 6, 10, 15 let. Že rodila se je malce osivela na sencih, namrščena in živčna, z milijonom neodložljivih gospodinjskih opravkov. O ljudeh je govorila slabe stvari, ves čas je tarnala in se pritoževala. Tako so ji leta spolzela iz rok, kakor pesek v vodo. Ko bom to pripoved končal, bo moja mama nihče. 2244 znakov. Mentorica. Ne uporabljaj toliko nikalnih stavkov. Ne moraliziraj o svojem odnosu do matere, ne omenjaj Handkeja. Oklesti besedilo v drobno empatično pripoved, v kateri bo samo lik matere. Naj ostane golo bistvo. Zgodba moje matere je kratka. Bila je, nič ni postala. Do smrti je ostala takšna, kot je bila. Naiven, neveden otrok, ki v temini sobe prisluškuje strašljivim glasovom noči. Ni prepoznavala prstov na svojih rokah, strmela je v prazno in jo preklinjala, to mladost, v kateri je bila zavedno sama s svojo bolečino. Od tedaj, ko je v mračnem hlevčku švistnilo rezilo drvarske sekire in se je končalo neko življenje, medtem pa je zunaj sonce odpiralo vrata v poletje. 390 znakov. Mentorica, zdaj je tako, kot mora biti. To je bil seveda odlomek iz prvo nagrajene zgodbe. Zdaj pa prosim še člana žirije, Urbana Vovka, če ga lahko še nakratko prosim za nekaj sklepnih besed.
V imenu žirije bi izkoristil to priložnost, da se zahvalim seveda vsem sodelujočim v natečaju, da so pač poslali svoje zgodbe. V prvi vrsti pa seveda prvonagrajeni avtorici Tatjani Plevnik in pa vsem trem avtorjem izbranih zgodb za objavo v spletnem mediju Beletrina. Hvala lepa in čestitke. Tudi jaz pa se vsem trem sodelujočim, torej članom žirije, zahvaljujem za sodelovanje na tem spletnem dogodku. Prav tako Beletrina se zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali v natečaju za zaupanje, za poslane rokopise. Radi bi vas tudi spomnili, da je še vedno odprt natečaj za Naj pesem. Natečaj, ki ga pripravlja Beletrina v sklopu Dnevov poezije in vina. Več o tem lahko preberete na spletni strani stihoteka.com. In seveda pravijo pri Beletrini, še naprej berite Beletrino. Upajmo pa, seveda vsi skupaj, sem prepričana, delimo to upanje, da bo takšna prireditev, kot je bila tale zdajle, prihodnje leto spet v analognem formatu. Še enkrat čestitke zmagovalki, hvala lepa za pozornost in nasvidenje.